Dober dan, ime mi je Nina Kosmač, sem pisateljica, trenutno živim na Bledu, rojena sem v Ljubljani in s 4 leti sem s starši odšla v Brazilijo. Od takrat naprej pač sem potovala skupaj s starši, pa tudi samostojno, praktično vsepovsod. Živela sem v zelo različnih okoljih in državah. Študirala sem v Švici in prav švicarski internati so bili tisti, ki so mi dali inspiracijo, da sem napisala roman Utvare. Ker se pač dogajanje odvija v švicarskih internatih. Trenutno vodim bralni krožek v sklopu Medgeneracijskega centra Bled in Ljudske univerze v Radovljici. Navdušena sem nad odzivom bralnega krožka, prav zaradi tega, ker imam vedno več udeležencev in v bistvu obnavljamo zgodovinska obdobja v literaturi. Drugače imam pa že napisano knjigo Srebrn prah, to bi bila moja druga knjiga. Pred bralnim krožkom sem pa prav tako v sklopu Ljudske univerze Radovljica in Medgeneracijskega centra vodila neke vrste delavnice kreativnega pisanja. In te delavnice so trajale 6 mesecev in po zaključku delavnic kreativnega pisanja, kjer je vsak udeleženec pač napisal kratko zgodbo, smo vsi skupaj pod mojim mentorstvom izdali knjigo Razlito črnilo. Približno 1 leto pa pol nazaj sem s pomočjo Zavoda za kulturo Bled izdala roman Utvare. Alina ni bila več dekle in morda celo niti več dekle tretje kulture. V globaliziranem svetu, dostopu do vseh čudežev nove tehnologije in s transportnim sredstvom smo vsi današnji otroci tretje kulture. Edina možnost za preživetje za nas otroke tretje kulture je sprejeti samoto in osamljenost. Mi, otroci tretje kulture, smo sprejeli samoto starosti v prezgodnji mladosti in vsi po vrsti smo se imeli za poražence. Sedaj pa je prišel čas, da se vse te čudne zvrsti otrok iz zlatih kletk poiščejo nove utvare, ki jim bodo sledili z enako vzhičenostjo, kot da bi bile prve v njihovem življenju. Carlos se je ustalil v Miamiju in ga ni več sram živeti od očetovega denarja. Zavedno je obrnil hrbet vsemu, kar bi dišalo po znanju in kulturi. Našel si je okroglo latinsko kuharico, s katero kuhata in plešeta salso po latinskih lokalih. Z njo se je poročil in pred letom dni mu je povila sina, za katerega ona misli, da je njun prvorojenec. Sinu je dal ime Odrešitelj. Jalon je kot pravi Jud izdal svoje ljudstvo. Ni zdržal v kibucu, niti ne ob svoji tretji ženi. Po obisku sorodnikov v Parizu je sledil svoji novi strasti v obliki plavolase Čehinje v Prago. Navdušen je nad praško arhitekturo in upa, da je njegova nova strast res prava fatalna ženska, v objemu katere bo lahko umrl. Damjan je toliko časa blatil vse plemiške družine na sprejemih po Monte Carlu, da mu jih je uspelo prepričati, da ga denar absolutno ne zanima. V njegov alternativni film so vložili denar prav tisti, ki so bili tudi popljuvani v njem. Obogatel je z bliskovito naglico.
Druži se samo še z milijonarji in v njegovi omari so samo črni in rdeči smokingi. Doumel je pomembnost indijskih kast in sprejel ime Damjan kot priroštvo njegovega veličanstva Satana. Otrok kljub uspehu ne želi imeti, ker jih ne potrebuje, niti jih ne sme imeti in ker zanje pač ni bil izbran. Alina je lahko opazovala novo generacijo otrok popotnikov tretje kulture, ki so se soočali z razočaranji, uspehi in porazi, ne da bi se zavedali, da je prihodnost dokaj brezupna, saj se bodo morali spopadati z zmedo in krči nekega novega, prehitrega sveta s prevečimi informacijami in z impulzivno-obsesivnimi občutki. Frenetično je začela brskati po raznovrstnih katalogih, ki ponujajo dostavitev semena na dom in nudijo opis darovalcev sperme. Kljub temu, da ni bila transhumanistka in da je glede na svojo starost tako pozno nosečnostjo tvegala življenje, je bila trdno odločena roditi otroka tretje kulture. Zakaj pa ne? Danes tako ali tako vsi nosimo kameleonsko masko, pod katero skrivamo neskončno samoto otrok tretje kulture.